Pozdravljeni v državnem svetu, kjer se bomo danes srečali na tej okrogli mizi z naslovom Za varnost starosti v Sloveniji, v slovenski družbi. Kot vidite, lahko pozdravimo eminentne goste, ki jih bom predstavila kar po vrsti. Prva sedi predstavnica državnega sveta, magistra Darja Kuzmalič-Korva, potem naš predsednik Alma Mater Europeja, profesor dr. Ludvik Toplak, zraven mene sedi magistrica Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, potem ob meni sedi magister Joško Čuk, Združenje Senior, bivši predsednik državnega sveta in z nami sedi tudi profesorica Bebed Grabner, predsednica študijskih programov iz Fachschule v Salzburgu, torej študijskih programov zdravstvene nege. Zelo mislim, da lahko pozdravim tudi vrsto drugih strokovnjakov med nami, od ljudi iz združenj do naših prvih doktorandov, pa bomo kasneje sproti predstavljali ljudi, tako se mi zdi, da bo teklo najlepše. Zdaj bi pa najprej k besedi povabila našega predsednika, profesora dr. Ludvika Toplaka. Dame in gospodje, spoštovano predsedstvo, še enkrat hvala državnemu svetu za priložnost, da spregovorimo o enem izjemno aktualnem vprašanju našega časa. Najprej samo asociacija, prek meni je rektor Ameriške univerze in pravi, naredimo šolo za gerontologijo. Sem rekel, kaj je to? Pravi, to je to, tu mi rabimo, v Ameriki nam danes primanjkuje 40,000 gerontologov. 10 let sva se kasneje srečala, pa pravi, ne 40,000, 400,000 nam jih danes primanjkuje. Takrat, ko sva midva govorila pred 10 leti, je Amerika imela 25,000 stoletnikov, danes 10 let kasneje ima 250,000 stoletnikov. Zato danes primanjkuje tudi 10krat več gerontologov, ljudi, ki skrbijo za starejšo populacijo. Alma Mater Europeja je prav zaradi tega na pobudo dr. Marje Ovsenik in nekaterih drugih strokovnjakov se opredelila za program Socialna gerontologija, Active Aging, Productive Aging. Mi smo 5 let vodili konfrontacijo z našimi prijatelji, dobrimi prijatelji, profesorji naše institucije, vrhunskimi znanstveniki, zdravniki, ki so trdili, da je gerontologija domena, monopol, izključna skrb medicine. To je geriatrija. Danes vse bolj vidimo, da je pomembno vprašanje active aging, productive aging, kot rečemo, aktivno staranje, produktivno staranje in kvalitetno staranje. In to je naša skrb, temu smo se posvetili, moram reči, povezali na srečo res vrhunske strokovnjake, to delamo po vzoru ameriških univerz, predvsem na Floridi, skandinavskih institucij, in v Sloveniji želimo ta program kot na akademskem nivoju tudi promovirati in izvajati izobraževalni in raziskovalni del, pa tudi razvojni. V tej zvezi pa ugotavljamo, da akademija, univerza ne more biti izločena, mora biti povezana dejansko z življenjem, mora biti, kot rečemo, predvsem relevantna v službi tistih, za katere smo poklicani. Zato se trudimo, da odgovarjamo na vprašanja, ki so postavljena pred nas. Mi vidimo danes, da je znanost v 19. stoletju se zreducirala na specialnosti,
Bodi si, da je to bila biologija, bodi si, da je to bila neka socialna veda, ekonomska veda ali začetki menedžmenta, kar je prav zaradi izključujoče logike in ozkosti kasneje preraslo v ideologije, velike ideologije 20. stoletja z vsemi konsekvencami. Zato je potreben tudi na področju gerontologije, je potreben integrativni pristop, holistični pristop, tako iz akademskega, znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, izobraževalnega, predvsem pa socialnega, psihološkega, medicinskega in seveda tudi ekonomskega vidika. Glede na to, da si je politika uzurpirala v zadnjih stoletjih dejansko vso moč, je seveda to ključno tudi politično vprašanje našega časa. In zato smo se danes tukaj zbrali. Hvala predvsem našim cenjenim gostom. Gostje iz Beograda in iz Zagreba so se upravičili, imamo pa tukaj goste iz Avstrije, dekanijo fakultete, ki ima preko 2000 študentov zdravstvenih ved, različnih zdravstvenih socialnih programov. Hvala lepa, predvsem pa želim izreči zahvalo naši varuhinji človekovih pravic, da se je odzvala gospe Vlasti Nussdorfer in vabim k besedi. Spoštovani gostje, organizatorji, udeleženke, udeleženci in seveda predstavnice in predstavniki medijev. Zelo pomembne četrte veje oblasti, ki boste lahko vse, kar bo danes slišano, prenesli ljudem tam zunaj in tudi seveda institucijam. Začela bi z mislijo Mahatma Gandhija, ki je dejal: pomembno je dejanje, ne sad tega dejanja. Narediti moraš tisto, kar je prav. Morda ne bo v tvoji moči, morda ne bo v tvojem času, da bo dejanje obrodilo sad. Toda to ne pomeni, da prenehaj delati tisto, kar je prav. Morda nikoli ne boš izvedel, kaj je bil rezultat tvojega dejanja. Toda, če ne storiš ničesar, ne bo nobenega rezultata. In zato se mi zdi na vseh srečanjih, kjer govorimo o temah, ki se še kako dotikajo ljudi, vedno pravi čas, pa čeprav včasih ugotavljamo, da je celo prepozno. Vesela sem te udeležbe, zato ker ste iz tako različnih institucij in boste zagotovo lahko bodisi v debati prenesli svoje znanje ali pa to, kar boste danes slišali od nas in tuje strokovnjakinje, lahko prenesli v vaše institucije. To je tudi za varuha človekovih pravic in zame kot predstojnico institucije pomemben trenutek, da lahko spregovorim o temi, ki se še kako dotika vsega, kar pri varuhu slišimo, priporočil, ki jih pišemo tej državi. Nenazadnje pa je to pomemben trenutek tudi zato, ker ravno v teh dneh predajam letno poročilo različnim predstavnikom institucij. Tako sem ga v petek predala za leto 2014 predsedniku Državnega zbora, to je nenazadnje zakonska obveza varuha, vsem poslancem, včeraj pa predsedniku republike, čakam še na predajo predsedniku vlade in seveda tudi predsedniku Državnega sveta. Torej, da si star pomeni, da si že prestal neka obdobja, da si bil nekoč mlad in da je za teboj tudi srednje obdobje. Vemo, kako je z otroki. Otroci so v pristojnosti staršev, ki jih negujejo, ki jih pospremijo na pot odraščanja, opremijo z vsem znanjem in ko otrok dopolni 18 let, ni več otrok, je odrasel, prehaja različne faze, se udejstvuje v življenju in nekega dne, bomo rekli včasih tudi odraslega, preseneti starost, in za nekatere pride zaradi tudi bolezni celo prej. Kot varuhinjo me zelo moti, da ni pravega spoštovanja do starejših,
da se v institucijah, ki jih nekateri od vas tudi predstavljate, dogaja, da se ljudje, ki so zelo obnemogli, ki so resnično stari in zaupani v skrb drugim, počutijo spet otroke, kot otroci, da so torej na stopnji otroka, pa ne le zaradi nege, ampak tudi zaradi včasih žal izgube spoštovanja. Ne bi dopustila, da bi v teh institucijah padli na nivo otroka, da bi morali torej zaposleni in želeli te osebe tikati. Zdi se mi zelo pomembno, da ohranijo dostojanstvo ne glede na to, kaj so bili prej. Ni pomembno, ali je šlo za univerzitetnega profesorja, ali je šlo za prodajalko, kuharico, kuharja. To sploh ni pomembno. Pomembno je, da te preprosto spoštujejo. Pa čeprav imaš starost, v kateri imaš pravico do določene nege, pa čeprav izgubljaš spomin, si dementen. Zato se mi zdi to izjemno sporočilo, ki ga že dolgo hranim za kakšne institucije, da jim to sporočim kot varuhinja. Ko me sprašujejo, kaj je vzrok, torej kršitve človekovih pravic, vidim in slišim, da ljudje zelo pogosto uporabljajo izraz kriza. Resnično, leta 2008 se je marsikaj spremenilo, stopili smo v krizo, ki jo vedno povezujemo z denarjem in tudi opravičujemo. Če bi imeli več denarja, bi nudili to in ono. Primanjkuje nam denarja, zato ne moremo tega izpolniti. Vendar menim, da obstaja tudi druga in hujša kriza, to je moralna in kriza vrednot, ki nič ne stane, če bi jo odpravili. Nima nič opraviti z denarjem, da si spoštljiv do drugačnih, da jim priznavaš pravice, da nisi nasilen. In še marsikaj bi lahko rekli, razmišljamo o tem, da je denar seveda pomemben za institucije, vendar ne toliko za njihovo delo. Kako nekdo dela, ali je prijazen, ali dobro upravlja, to nima pravzaprav nobene zveze s tem, da mu primanjkuje povsod denarja. Ko sem nedavno predavala na univerzi za 3. življenjsko obdobje, so mi tam izročili seznam pravic, ki naj bi jih imeli starejši. Žal zato, ker nisem niti prepričana bila, da mi bo uspelo danes priti sem, ga nisem zadnji trenutek našla tega seznama, vendar vam lahko po spominu povem, da so bile na tem seznamu pravica pozabljati, pravica oditi nekam, pravica se vrniti domov, pravica biti slišan, pravica odločati o denarju. Skratka, veliko pravic, ki jih včasih, morda celo ne slabimi nameni, starejšim mlajši kar oduzamejo. Si star, ne moreš več razpolagati z denarjem, ne boš hodil v banko, bomo hodili mi, si za v dom ali pridi domov, ker moraš preživljati nas, ki smo ostali brez službe in smo spet kot otroci nekoč, ki rabimo mamo in očeta. Kot varuhinja ugotavljam, da je veliko pravic kršenih tudi na področju zdravstva. Zelo nerada slišim stavek, da je nekdo tako star, da se z njim ne splača več dosti ukvarjati, da ni popolnih izgledov, da bi ozdravel, da bi ga operirali. Vendar verjemite, da mi tudi to ljudje pišejo in sporočajo. Zdi se mi, da so vsi ljudje, ki so dočakali starost, veliko že prispevali za zdravstvo in je prav, da se jim nikjer ne očita, da so v penziji in da je za njih kaj škoda. Seveda je veliko krivic in veliko pritožb, ki jih dobivamo na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Tu seveda ljudje sprašujejo predvsem to, zakaj bi morali delati dlje, ko pa mladi nimajo služb. Zakaj se podaljšuje starost, ko je toliko mladih na cesti, z znanjem, z diplomami, doktorati, pa brez službe. In seveda tudi, zakaj upokojenci, vemo, kaj se je dogajalo, ne bi smeli še nadaljevati z delom, mogoče v okviru SP-jev, DO-jev in pridobivati določena sredstva. Področje nasilja je tisto, ki se še kako dotika ranljivih skupin.
kajti najlažje je biti nasilen celo verbalno, da ne govorimo tudi o fizičnem nasilju, do tistih, ki se ne morejo braniti, ki se ne upajo, ki vedno precenijo, ali se jim splača reči ne nasilju, ko pa vedo, da bodo zaradi tega ne trpeli, hodili po sodiščih, policiji, na koncu pravzaprav nehali pričati iz strahu pred tem, da bo še hujše. Mnogi ljudje, ki pišejo, pravijo, ko si star, je bolje, da molčiš o nasilju, ker te lahko zapustijo najbližji. Najbližji so običajno tudi tisti, ki ga izvajajo. Nasilje je lahko v obliki tudi zahtev po prepustitvi premoženja, po vrnitvi, kot sem že prej rekla, iz doma starejših občanov, po zaupanju premoženja. Tudi na terenu se pogosto srečujemo, moram reči, v enem kraju celo z več pobudniki. Bile so predvsem pobudnice, ki so zatrjevale, da so svojim otrokom prepustile premoženje, šlo je za kmetijo, vendar sedaj ne vedo nekod nekam, ker jim ti otroci nehvaležno to vračajo. Naš uspeh na Ustavnem sodišču je star komaj en dan. Včeraj smo izvedeli, da je varuh uspel zahtevo za oceno ustavnosti, ki se tudi dotika šibkih in nemočnih, lahko tudi starejših, lahko mlajših, vendar več je starejših kot mlajših. In sicer gre za osebe, ki imajo zaupnika, so v domovih starejših občanov in ta je do sedaj in ta hip še odloča o tem, kako bo z njihovo nastanitvijo, torej z njegovim privoljenjem, so v domu osebe z oduzeto poslovno sposobnostjo. Medtem ko smo pri varuhu opozorili, da ni enake obravnave med tistimi, ki odidejo na psihiatrijo in dobijo vsa pravna sredstva, torej odvetnika brezplačnega, lahko preko pravnih sredstev ugovarjajo, in tistimi, pri katerih se lahko zgodi zloraba, ker odidejo v dom starejših občanov, njihov skrbnik nadomesti njihovo soglasje in z njegovim soglasjem odidejo tudi lahko iz tega doma. Tudi če je sam primer, je dovolj, kršitev ni potrebno, da je veliko, tudi upam, da jih ni, vendar nikoli ne veš. In zato smo veseli tega uspeha na Ustavnem sodišču, torej v enem letu se bo moralo to tudi spremeniti. Področje, ki mu pri varuhu posvečamo veliko pozornosti v zadnjem času, je tudi demenca. Sestali smo se že s tistimi, ki se s tem ukvarjajo, predvsem s Spominčico, nevladni sektor je zelo dejaven. Hudo mi je, ko slišim, da država še ni pripravljena na to, da je demenca tu, da nimamo dovolj strokovnjakov, da bi se borili proti njej, da bi jo razumeli, da bi se znali obnašati s takimi ljudmi. Upam, da se stanje izboljša, to je zagotovo tudi velik izziv za vse, ki se lahko s tem srečamo v ožjem krogu, kaj kmalu pa lahko tudi sami pridemo do stopnje, ko bomo malo več pozabljali, kot bo normalno, ko bo za nas morda še kar prijetno, ker bomo kaj pozabili. Spominjali se bomo predvsem mladosti in tistih lepih trenutkov, kaj je bilo včeraj, danes dopoldne. Morda to ni tako slabo, vendar kaj, ko se temu lahko pridruži naša izguba, zaidemo. Tukaj ugotavljam, da službe niso pripravljene na to, da lahko nekoga takoj ocenijo kot bolnega, čudnega, ne znajo se policisti pravilno znajti v bankah, lahko se zgodi kakšna zloraba. Torej zdi se mi, da mora družba v tem trenutku, ko smo lepo slišali profesor dr. Toplaka, koliko je starih tudi nad 100 let, če dalje več bo starih. Včasih so umirali mlajši, vemo, kako smo gledali na Abrahama, ali še sploh ta živi. Sedaj vemo, da je Abraham na polovici življenja približno in da se takrat šele začne marsikaj s 50 letom, da bi ga morali za 20 let prestaviti. Torej, ko bo vedno več starejših, pa ne moremo računati, da se bo dalo čisto vse organe zamenjati, zlasti ne tiste, kjer so možgani, a ne, tistega. Torej, bo zelo, zelo veliko starejših ljudi, ki bodo tu, in država, družba mora biti na to pripravljena. Ne smemo računati na nekaj zanesenjakov, ampak osvestiti vse službe.
Poudariti moram, da smo pri varuhu imamo tudi poseben državni preventivni mehanizem. To je posebna služba, pokrivata jo 2 zaposlena in polovično še ena gospa, tako da si lažje predstavljate, koliko dela opravijo. Nadzirajo pa vse ustanove, kjer je osebam odvzeta prostost ali omejena prostost. Kar se starejših tiče, je to psihiatrija in oddelki, kjer so predvsem dementni, in domovi starejših občanov s posebno pozornostjo. Torej, državni preventivni mehanizem, tudi tu smo izdali poročilo, najdete ga na naši spletni strani, posebno letno poročilo o nadzoru teh institucij. Tudi tu se državni preventivni mehanizem v okviru varuha srečuje z drugimi evropskimi mehanizmi, imamo veliko podatkov, kako je drugje, in tudi z tega dela je pravzaprav uspešna včerajšnja novica o uspešni zahtevi za oceno ustavnosti na Ustavnem sodišču. Potem bi morda poudarila to, kar sem bila sama tudi pravzaprav deležnica, da sem lahko zbliževala mlajše in starejše, torej gre za različne projekte. Vemo, koliko je bilo uspešnih projektov na tem področju. Potem je veliko vprašanje bede, revščine. Ta se globoko zareže v starejšo populacijo, ki žal celo s pokojnino težko preživi. In tu je izguba dostojanstva človeka, ki je delal in mi pokaže, koliko ima pokojnine in se s to pokojnino ne da preživeti, teh je veliko in mora hoditi sicer še kar lepo oblečen, urejen, je upokojenec, vendar k humanitarnim organizacijam, da lahko preživi. Torej, revščina je zagotovo tista, ki doleti običajno tudi starejše ženske, ker še vedno velja, da je veliko več starejših žensk kot moških, ki ostanejo same v nekem domu, ki ga je tudi v teh časih, bomo rekli, težko prodati. Ni čas, ko bi lahko z veseljem prodajal in kupoval manjše enote, ampak tako veliko izgubiš, da pravzaprav celo samo manjšo kupiš za ta denar. Potem so tu pobude, ki jih dobivamo, ki opisujejo marsikaj. Torej, ljudje, ko preletijo svoje življenje, včasih pišejo dneve, tudi tedne, da izlijajo vso svojo žalost. Kaj so doživeli, kako so šli skozi življenje, in zato se mi zdi medgeneracijska solidarnost izjemnega pomena. Sodelovanje mlajših in starejših, tako kot je bil projekt Simbioza, tako da lahko starejši nudijo svoje izkušnje in znanost, mladi svojo energijo, zato podpiram tudi vse te projekte. Zaključila pa bi z mislijo iz letnega poročila varuha, ki se nanaša na Dunajsko deklaracijo iz leta 1993 in pravi: človekove pravice in svoboščine so prirojene pravice vseh, prav vseh. Udejanjanje in upoštevanje ter spoštovanje pa je prva naloga vlad. In zato sem prepričana, da bomo lahko z vsemi izsledki današnjega posveta, današnje okrogle mize seznanili tudi tiste pri nas, ki odločajo o tem, in prepričana sem tudi, da bo treba to spoštovati in da bodo udejanjena tako priporočila varuha, ki se nanašajo tudi na varno starost, kot seveda vsa druga priporočila, ki jih bo prinesla ta okrogla miza in zagotovo vaša razprava in tudi nadaljevanja. Žal najbrž ne bo mogla ostati čisto do konca, ker imam še nekaj drugih obveznosti, vendar se mi je zdelo prav, da pridem in da vam predstavim, da je varuh tista institucija, ki zelo pozorno spremlja stanje vseh ranljivih v družbi, še zlasti tisti, ki si sami ne znajo in zmorejo pomagati, in tu so otroci, invalidi, osebe s posebnimi potrebami in tudi starejši. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo zanimivo. Zdaj pa vabim k besedi predstavnico Državnega sveta, magistra Darjo Kuzmanič-Korva, kot predsednico Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Čestitam. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega posveta, spoštovani
predstavniki politične, strokovne in civilne javnosti, spoštovani gostje iz tujine, predstavniki medijev in drugi eminentni udeleženci tega posveta. Dovolite mi, da v imenu Državnega sveta Republike Slovenije izrečem dobrodošlico v dvorani, ki je pomembno stičišče različnih družbenih interesov in z tega vidika tudi zagotovo primerno mesto za razmišljanje o temi, ki bo slej ko prej v takšni ali drugačni povezavi postala aktualna prav za vsakega izmed nas. Medgeneracijsko sodelovanje je tesno povezano z ekonomsko, institucionalno in socialno varnostjo starejših v naši družbi. Zato se organizatorjem posveta Alma Mater Europeja še posebej zahvaljujem, da so se odločili za srečanje organizirati prav v drugem domu parlamenta, to je v Državnem svetu. Državni svet je v preteklih 2 desetletjih organiziral ali soorganiziral številne posvete, ki so vsaj v enem segmentu dotikali tudi pravic starejših oziroma tem, ki so povezane prav z njimi. Prav zaradi osveščanja družbe in zagotavljanja varne in aktivne starosti. Naj omenim samo posvete zadnjega časa. To je posvet o nasilju nad starejšimi, s poudarkom na starejših ženskah, o medgeneracijskem sodelovanju v družini, o domski oskrbi, kot tudi o psihološkem in ekonomskem nasilju nad starejšimi, pa tudi o diskriminaciji in o potrebi po zagovorništvu in pa o potrebah starejših invalidov. V teh prostorih smo večkrat govorili o izzivih in priložnostih medgeneracijske solidarnosti, zahtevali smo čimprejšnje sprejetje ukrepov povezanih z dolgotrajno oskrbo, o pacientovih pravicah, ki so prav tako v veliki meri sestavni del pravic starejših in kar je še najbolj pomembno, predpogoj za aktivno, zdravo in izpolnjujočo starost. Ker se zavedamo večplastnosti različnih vidikov staranja, psiholoških, bioloških, socioloških in vplivanja staranja na družbo kot celoto, delovna telesa Državnega sveta, zlasti Komisija za zdravstvo, socialno varstvo, delo in invalide, pa tudi Državni svet kot celota v svojih razpravah pogosto opozarjata na posamezne segmente zakonodaje, ki se dotikajo raznolikih elementov varne in aktivne starosti. Varstveni dodatek, višina pokojnine, ki zagotavlja človeka dostojno življenje, vzdržnost pokojninske in zdravstvene blagajne, domska oskrba, kvaliteta in dostopnost zdravstvenih storitev, možnost delovne aktivnosti po upokojitvi, priznavanje prispevka, ki ga starejši dajejo družbi preko skrbi za mlajšo generacijo, velik pomen njihovega znanja in izkušenj, ki jih delijo z mlajšimi generacijami, potreba po ohranjanju socialnih stikov. Aktivna vključenost v družbo je tema pravzaprav skoraj na vsakem našem srečanju, ker se dotika mnogoterih zakonov. O vsem tem smo se že izrekli in zapisali marsikaj, opozarjali pripravljavce politik in podajali predloge za spremembe, bodisi na lastno pobudo, bodisi v sodelovanju starejših. Te se trudimo in jih aktivno vključujemo v obravnavo zakonodajnih predlogov. Vsi se zavedamo, da je država dolžna zagotoviti varnost in temeljne človekove pravice, a bodisi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali pa zaradi pomanjkanja energije iskanja kompromisov, ki bi omogočili napredek, so največkrat te besede iz različnih strategij in resolucij tiste, ki ostanejo zgolj črka na papirju oziroma so zapisane v zakonodaji, ne dosežejo pa tistega cilja, s katerim so bile sprejete. To ne sme biti razlog, da o posameznih temah nehamo govoriti, da prenehamo opozarjati na njihov pomen, družbo in iskati nove poti. Ravno nasprotno, postati moramo glasni in odločni. Prav zaradi tega v Državnem svetu danes z veseljem gostimo ta posvet, ki bo zagotovo razkril kakšno novo misel, idejo, primer dobre prakse,
ali pa predlog nove zakonske ureditve, ki bi ga bilo potrebno implementirati. Gerontologijo in geriatrijo smo že imeli. Pokojni dr. Aceto je bil nosilec razvoja. Na fakulteti za socialno delo smo se nekateri starejši tu med nami tu učili pri posebnem pouku, pri posebnem predmetu. Danes, ko je pred nami demografski boom, ko pričakujemo 50% starejše populacije čez ne malo število let, pa smo na to pozabili in kot da odkrivamo neke nove vsebine. To smo že znali, znamo, samo lotiti se je treba. Pomembno se je tudi zavedati to, da generacija starejših, ki zdaj prihaja, vi vsi, ki ste tu z mano na čelu, imamo drugačne zahteve. Želimo biti aktivni, želimo se učiti, želimo biti vključeni. Tudi to je pravica starejše generacije ali pa zrele generacije, bom temu rekla, da vse ustvarjamo vsakodnevno življenje in tkemo nove družbene odnose. Vsem skupaj vam želim kvalitetno izmenjavo današnjih razmišljanj. Mislim, da nas bo ravno bogatstvo slednjih lahko pripeljalo do boljših in inovativnih rešitev. Naj bodo te oblikovane premišljeno in predvsem s posluhom za vse nas, za človeka. Želim vam uspešno delo. Hvala. Hvala lepa, gospe Darji. Jaz sem Marija Ovsenik, za tiste, ki me ne poznate, in bi pravzaprav rada dodala samo, magister Korva je rekla, z starostjo se je ukvarjal že dr. Aceto. No, pred 150 leti se je z varno starostjo ukvarjal že tudi Bismarck in vendar zgleda, da se do danes nismo kaj prida naučili. Še danes velja staranje za tako ekonomsko kot socialno, iz ekonomskih in socialnih aspektov za prezrto razvojno dejstvo. Priča smo dolgoživosti, to čivkajo že ptički, starost je proces, ki se bo intenziviral, do leta 2050 pravimo, da bo starost napredovala do doživetja 120 let. Nova stvarnost torej zahteva nov spremenjen odnos, ne samo stroke, tudi znanosti in regulative. In verjetno je čas, da se lotimo odprtih dilem, ki so povezane s staranjem družbe. Najprej bi spregovorila o dilemah aktivne in produktivne starosti. Namreč, ali je regulativa, taka, kakršna je, ustreza kontingentu starih? Ali je odhajajoči v pokoj na starost res pripravljen? Ali je 67-letnik res nesposoben za nadaljne delo in za družbo res mora postati samo strošek? Ali je prenos znanj za izrabo strukturnega kapitala v Sloveniji zagotovljen? Ali je paralelna zaposlitev starih in mladih res tako neskončna utopija, da se je nikjer ne lotimo? Skratka, ali smo vsaj približno v družbi vzpostavili pogoje za aktivno in produktivno starost? Ko govorimo o etičnih dilemah, je verjetno eno prvih prav vprašanje, ali inovacijski potencial starih prezremo zavestno ali se nanj le neodgovorno odzivamo. Intelektualni in socialni kapital v Sloveniji ostaja povsem prezrt in neopažen. Ko govorimo o ekonomskih dilemah, verjetno vemo, da smo pred nedavnim bili priče ne samo revščini, nizkim pokojninam, to recimo, da je stvar krize, ki je na nek način pogojena, ampak da so bili pravzaprav ljudje, ki so bili upokojeni, kaznovani za to, da so hoteli še delati. Vemo, da so jim vzeli pokojnine. Zadeva je nelogična, nesmiselna in nedvomno zahteva odgovor. Socialna dilema. Že varuhinja je govorila o nasilju, fizičnem, psihičnem, institucionalnem, ekonomskem, seksualnem. Vemo, da letno govorimo o približno 10 milijonih novih nasilnih dejanj nad starimi ljudmi v Evropi. Revščina, ki seveda zahteva drugačen odgovor, kot smo ga sposobni dati danes.
medgeneracijsko sodelovanje, seveda kot pot k drugačnemu odnosu. Nedavno smo uspeli v časopisih prebrati, kako pravzaprav na Japonskem in na Kitajskem bijejo borbo z mladimi nasilniki nad starimi. Bojim se, če bi pri nas naredili raziskavo, da situacija ne bi bila videti bolj rožnata. Glejte, prepričana sem, da tudi pot v dom ni edina rešitev za starega človeka. Evropa poudarja potrebo po celostni oskrbi. Ali pa bomo starega preprosto pozabili in odložili na neko smetišče človeške zgodovine. V domovih za stare živi približno 7% populacije starih. Tam imajo zagotovljeno zdravstveno in socialno varstvo in nekateri slovenski domovi so res odlični. Poudarila sem nekateri. V drugih bi verjetno bilo potrebno še marsikaj postoriti. Vendar se zdaj odpira drugo vprašanje, kako poskrbimo za teh drugih 93% starih. O njih ne govorimo, o njih ne sprejemamo odločitev, o njih tudi politika ne govori. Ali imamo odgovor na to, kako poskrbeti za te starostnike, ki so pravzaprav disperzirani po vsej Sloveniji, tudi v zelo odročnih krajih, kjer vemo, da doživljajo zelo žalostne zgodbe. Potem smo pred regulativnimi dilemami. Sistema zdravstvene in socialne oskrbe sta nepovezana, komplicirana in zelo razdrobljena. In je nujna reforma poenostavitve in transparentnosti. To pomeni, da zahtevajo transformacijske spremembe v smeri celostne obravnave človeka, starega človeka, na tak način, ki bo staremu človeku razumljiv. Vse to zahteva odgovore. Zahteva inovativni pristop, ki ga bomo zagotovili lahko samo z ustreznim znanjem in mrežili lahko samo z ustrezno izobraževalno podporo. Znanjem o tem, kako spletati mreže med ljudmi, ki bodo sposobne inicirati take odločitve, ki bodo rodile inovacije za nov svet. Za svet inovacij, ki prebijajo meje, ki opogumljajo za partnerstva in za novo cirkularno razpravo, ki opogumlja za spremembe in ki na piedestal v resnici postavlja človekovo življenje in njegovo dostojanstvo tudi v starih letih. Alma Mater Europeja, Evropski center Maribor, je kot odgovor vzpostavil sistem izobraževanja socialne gerontologije na vseh 4 ravneh, visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski. In če tudi žanjemo prve uspehe in so diplomanti v delovnih okoljih zaželeni in zaposljivi, študij še vedno ni koncesioniran. Socialni gerontolog pa kot poklicni profil tudi še ni vnešen v poklicne standarde in normative kadrovskih struktur za izvajanje socialno-varstvenih storitev. Prepričana sem, da zaradi demografskih perspektiv študij socialne gerontologije mora postati program javnega interesa, za katerega skrbi država. Ja, s programom socialne gerontologije orjemo ledino na polju, ki je tako interdisciplinarno in pogosto nerazumljeno, da se zajema vsa področja človekovega življenja, da ga mnogi v resnici ne dojamejo kot potrebno spremembo. Država bi morala vzpodbuditi sinergijo vulnerabilnih skupin v zdravstvu, socialni gerontologiji, in pa tudi v političnih skupinah, ki bi inicirale spremembo regulative in splošnega razumevanja problematike varnosti starih ljudi. Če država tega ne razume, potem pomeni, da ne razume bistvenih vprašanj tega časa in da za razvitim svetom zaostaja. No, pa mogoče samo za konec kot ocvirček, najbolj prepoznana evropska kanclerka, gospa Angela Merkel, je nedavno poudarila: ali se zavedamo, da so krizo v Evropi rešili stari turisti? Stari turisti. No, pri nas o starih, še posebej ne o starih turistih, sploh ne razmišljamo. Pa bi mogoče le ne bilo odveč začeti nekje na začetku, tudi mi smo v krizi. Hvala lepa. Good afternoon. Sorry, I'm not
able to speak your language, but I will try to put my points very short, and I'm glad to have a translation here. En lep pozdrav vsem skupaj, se opravičujem, žal ne znam slovensko, zato bomo tudi poskrbeli za prevod v slovenščino. You're dealing today with a very important topic, I think, for this country, but also for whole Europe. Dan danes se pogovarjamo o zelo pomembni temi za celotno Evropo. The social gerontology is an important issue for everybody, and it is as important as all the health professions we have. Socialna gerontologija je zelo pomembna za vse, prav tako pomembna kot tudi vse druge zdravstvene vede, ki jih poznamo. Alma Mater Europaea has made great efforts to bring this study program to you here, and we even try to cooperate and bring it to at least the middle of Europe to get professionals in this profession. Alma Mater Europaea se je zelo potrudila, da je vzpostavila in akreditirala tale študijski program, ki ga trenutno želimo prinesti tudi v Evropo, predvsem v Srednjo Evropo, da bi povečali zavedanje in ozaveščanje o tem študijskem programu. I have some points that are important in this case for us as a social group and for the elderly. And we all will be old one time. Mogoče enih par pomembnih točk, ki so pomembni tako za družbo kot tudi za nas, se bomo navsezadnje tudi sami prej ali slej se postarali. And most of us will need help. That's the fact. We try to get older and older, and the fact is, if you are very old, at least most of us will need help. In dejstvo je, da bolj kot bo populacija starejša in vedno bolj starejša, kot je bilo povedano že prej, bomo potrebovali toliko več pomoči. Some points. We must try to find new forms of living together, the old and the young generation. Nekaj točk, ki bi jih želela izpostaviti, moramo najti nove oblike skupnega življenja, ki bodo povezovali staro in mlado populacijo. Know-how transfer is one point we should think of. Not only internet knows how, also the older generation knows how to do professions, how to run companies, how to do things in a right way. Torej, zelo pomemben je tudi prenos znanja in pri tem ne gre samo znanje, ki ga dobimo z interneta, ampak predvsem za prenos znanja, ki ga lahko starejša populacija prenese na mlajšo v sklopu podjetij, kar je tudi že bilo omenjeno. Active aging means healthier aging. The old generation, the older and the very old, have to have chances to be active in society. They can give the society many things, and therefore they need money. We face a lot of poor old people, and we, not only you in Slovenia, as I heard, also in Austria we have this problem. Omenjamo tudi aktivno staranje kot zdravo staranje, predvsem tu bo nastalo veliko vprašanj in veliko problemov. Trudimo se omogočiti čim varnejše in čim bolj zdravo in aktivno staranje, predvsem tam se pa poraja seveda tudi problem z denarjem, s financiranjem teh aktivnosti, kot smo tudi že slišali, ne samo pri vas v Sloveniji, temveč tudi pri nas v Avstriji. Healthy aging, stay fit, having something meaningful to do, yes. Also this needs help. Torej tudi vprašanje zdravega staranja, ne samo, da si kot starostnik fit, ampak da imaš tudi nekaj, da delaš nekaj ali pa počneš nekaj, kar ima smisel v življenju. Care for the elderly. I come from a nursing study program. Means also give them help as much as they need, but also orientate on the resources they have.
Pomembna je tudi nega starostnikov, kajti sama prihajam iz prav tega ozadja zdravstvene nege, študijskega programa zdravstvene nege in tudi na tem področju bomo morali nekaj narediti. We know most people want to die at home. It needs help for the younger generation who keeps the older generation at home. We face this problem and we have to solve this problem. Torej, vemo tudi, da veliko ljudi želi umreti doma, na domu in tu se poraja problem, kako zdaj mlade ljudi, ki skrbijo za te starejše, izobraziti in ozaveščati o tem, kako pomagati in spremljati tole pomoč pri umirajočih. Palliative care, to die without pain, to die in a good setting. Also this is our subject to do. Torej, naša tema je tudi paliativna oskrba, kako umreti za čim manj bolečinami. Some suggestions what we should try to get acceptance of the old, bring the old and the young generation together. Nekaj predlogov, kako bi lahko bolje skrbeli za stare, kako bi jih lahko bolj aktivno vključevali tudi v delo doma in vodili dialog. Standards for new flats, forms of living, not only the elderly homes are an answer, they are expensive, they are sometimes like ghettos. We must try to find new forms for also the new old generation. There comes a new old generation with other biography and we have to face this problem. Torej, poraja se tudi vprašanje stanovanjske politike. Vemo, da trenutna situacija večini, ki so gibalno ovirani, ne omogoča več gibanja. To se pravi, moramo začeti razmišljati o novih konceptih stanovanjskih rešitev za starejše, da bi tudi preko tega imeli bolj aktivno starost omogočeno, zaradi tega, ker bi se lahko premikali. We need an interdisciplinary concept, medicine, nursing, social work, psychology, many other things, also technical things, also the builders of our flats. Everybody must be in this discussion because there are so many things to do for everybody of us. We need a transdisciplinary talking about these subjects. Potrebujemo predvsem interdisciplinarno povezovanje, kajti tukaj ne gre več samo za zdravnike in pa zdravstveno nego, ampak so vključeni tudi psihologi, sociologi, navsezadnje tudi arhitekti in vsi skupaj morajo zložno priti do rešitev, ki bi bile najprimernejše za starejše prebivalstvo. Even in education, at universities, we try to have interdisciplinary subjects to bring together pupils very early to think in another way, because this is not a problem that can solve only one profession. This is a problem who only can solve society. Torej, razmišljati moramo interdisciplinarno tudi na akademskem področju in mlade ljudi čim prej spraviti v kontakt s starejšimi, namreč ne gre za reševanje problemov strani posameznika, ampak strani celotne družbe in zato moramo že od mladih let tole družbo vzgajati, da se bo k temu primerno znala tudi odzvati. You have the chance to have people coming out of this study program of Alma Mater, social gerontology, who faced many of these points out of different perspectives. They see all these things in their education, in their study program, out of different perspectives. Torej, kot diplomanti socialne gerontologije pridete iz tega študija z zelo širokim znanjem in imate dobro perspektivo, dober pregled in nadzor nad vsemi temi aspekti, ki smo jih omenili. I hope for you can use these people who know very much about the things we need to solve about these problems. I hope you find a good
Sorry. Deutsch. I hope you can find a good way to integrate this new profession in your professional setting that deals with old and elderly. Torej, upam, da boste znali zelo dobro uporabiti znanje teh mladih diplomantov, ki pridejo polni idej za široko perspektivo študijskega programa in da jih boste znali integrirati tudi v delovno okolje v vaši družbi. Thank you very much. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vabim, da v imenu Upravnega odbora socialne zbornice in pa v imenu skupnosti varstveno-delovnih centrov spregovori njihova predsednica, gospa Mirjana Česan. Lepo pozdravljeni, spoštovano predsedstvo. Hvala za povabilo, da kot predsednica skupnosti, ki združuje 34 izvajalcev socialno-varstvene storitve, varstveno-delovnih centrov, torej javnih zavodov in koncesionarjev, spregovorim še o tistem, kar izvajalci socialno-varstvene skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, za osebe po pridobljeni poškodbi možganov, za osebe, ki imajo kombinirane motnje in so lahko tudi dodatno gibalno in senzorno ovirane. Kaj mi izvajalci vidimo kot tisto ali kje mi vidimo pomen socialne gerontologije, pa seveda tudi v zbornici kot tistem povezovalnem členu, ki nas izvajalce povezuje stroko in seveda nam pomaga in prispeva k razvoju. Kot sem rekla, so naši uporabniki odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Tako kot ostali populaciji se je starost oziroma življenjska doba podaljšala tudi osebam z motnjo v duševnem razvoju oziroma osebam s posebnimi potrebami. Danes so med nami 70-90-letniki. In prav zato, ker govorimo ne samo o starosti, vsako zrela in odgovorna družba poskrbi za vsako starostno obdobje, poskrbi za otroka, poskrbi za človeka odraslosti in seveda mora odgovorno poskrbeti tudi za človeka v starosti. Ko govorimo o osebah s posebnimi potrebami, moramo seveda upoštevati oba vidika. Potrebe, ki jih prinaša starost in pa potrebe, ki jih prinaša njihova posebna potreba. Zato je socialna gerontologija, ki pravzaprav s holističnim pristopom, multidisciplinarno obravnava človeka, je na našem področju še posebej pomembna in je tisto, kar lahko rečem, da izvajalci pogrešamo. V naših zavodih so odrasli ljudje, ne samo odrasli, so že starostniki, v tem ni nič slabega, pri nas v izhodišču starosti ne obravnavamo kot bolezen, pogrešamo pa socialni del. Nekako medicinski del je kar nekako poskrbljen, smo ga uspeli v preteklosti nekako postaviti in razvijati, medtem ko socialni del pa je zanemarjen in potrebuje resen pristop. Zato je študij socialne gerontologije zanesljivo tisto, kar moramo pozdraviti, kar si zelo želimo. Zakaj si želimo? Ker si želimo, da bomo imeli kompetentne strokovnjake, kompetentne zaposlene, ki bodo uvrščeni kot tipični poklic na področje socialnega varstva in ki bodo znali pravilno pristopiti k potrebam naših uporabnikov. Ne glede na to, ali bo to v instituciji, ali bodo to v luči deinstitucionalizacije, tiste skupnostne oblike, ki jih želimo razviti in ki bodo pomagale uporabniku, da bo lahko, kot smo že prej slišali, mogoče čim dalj ostal v svojem domačem okolju, s tem, da seveda mu bomo mi zagotovili najprej varnost, potem spoštovanje njegovega človeškega dostojanstva, predvsem pa bomo znali upoštevati uporabniško perspektivo, da bomo izhajali iz njegovega sveta, kvalitete, njegovega
videnja sveta kvalitete. Naj zaključim samo z eno mislijo Hugojevo. Jutrišnji svet pripada tistim, ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo, predvsem pa tistim, ki verjamejo v to, kar delajo. Hvala lepa. Zdaj pa vabim gospoda Zorana Hoblaja, predsednika upravnega odbora Skupnosti socialno-varstvenih zavodov, da pove svoje videnje naše teme. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi iz moje strani. Sem predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki združuje 98 izvajalcev, se pravi domov za starejše. Tukaj je vključenih tudi 5 posebnih zavodov in pa 4 kombinirani. Domovi za starejše se v zadnjem obdobju usmerjajo v nove oblike izvajanja storitev za starejše. Odpiramo se navzven, odpiramo se v lokalne skupnosti. To je seveda nujno potrebno v luči sprememb nove zakonodaje. Pokrivamo pa trenutno približno 5% oseb starejših od 65 let, se pravi je v domovih nameščeno nekaj čez 20 000 oseb, imamo pa približno razmerje med zaposlenimi in našimi stanovalci 1:2, to pomeni, da je nekaj čez 10 000 oseb zaposlenih tudi v domovih za starejše. Stanje danes v institucionalnem varstvu je tako, da pravzaprav moramo iz zdravstvenih konceptov preiti v socialno-varstvene koncepte varstva starejših, istočasno pa uvajati nove oblike. V zadnjih letih se zato domovi usmerjamo v izvajanje pomoči na domu, usmerjamo se v vzpostavitev dnevnih centrov, v vzpostavitev centrov dnevnih aktivnosti. Navsezadnje pa, kot smo slišali, nas bo dosegla demografija, namreč v letu 2030 se bo število starejših od 65 let povečalo za 50%, do leta 2050 za 100%. Istočasno ugotavljamo, da se bo zelo povečalo tudi število obolelih za demenco. Pred kratkim smo poslušali problematiko o izvajanju paliative, ko je bila v obravnavi hiša hospic. Vse to so problemi, kateri moramo pristopiti, vendar tako, da ne bomo uničili tistega, kar imamo že dobro spostavljenega v tej državi, ampak moramo povezati pravzaprav vse deležnike, ki so danes že na trgu in izvajajo storitve za starejše in ki se bodo v bodoče tudi na tem trgu pojavili. Slišali smo, da je v institucionalno oskrbo vključen le majhen delež starostnikov. Vse ostalo pa ostaja odprto. To je pa tisto, kar bo zajemala neformalna oskrba. In tukaj pravzaprav moramo sodelovati vsi v državi in zagotoviti, da bo tako organizirana oblika skrbi za starejše, kot neformalna oblika izvajanja skrbi za starejše čim bolj tesno povezana. Seveda tudi generacija starejših je tista, ki ima zelo velik potencial, da se lahko vključi v vse te aktivnosti in izvajanje oskrbe, seveda je pa zato potrebno tudi zagotoviti vir financiranja. In zakonodaja, ki se trenutno pripravlja, se pravi zakon o dolgotrajni oskrbi in negi, ni sam po sebi dovolj, ampak je potrebno zagotoviti predvsem vire financiranja, ki bodo celotno področje potem na koncu podprli. Ne bo dovolj samo zakonodaja. S tem, da seveda moramo ne samo sprejeti novo zakonodajo, ampak spremeniti obstoječo zakon o socialnem varstvu, tudi urediti formalno pravno ureditev sedanjih domov na nov način. Navsezadnje je podzakonskih aktov toliko, ki jih je treba spremeniti, da pravzaprav ne vem, v kakšnem času bomo to uspeli storiti. Ampak kljub temu spremembe se pripravljajo in če želimo biti kos tem spremembam, se moramo danes lotiti dela. Samo nekaj stvari bom izpostavil. Danes v domovih uvajamo gospodinjske skupnosti. Uvajamo enote za obravnavo oseb obolelih za demenco. Dnevne centre sem že omenil.
center dnevne aktivnosti. In tukaj se mora okolica potem povezovati tudi z nami in pa mi z okolico. Samo na tak način bomo kos velikim demografskim spremembam. Na vse zadnje je to priložnost tudi za zaposlovanje mlade generacije. Če mlada generacija ne bo našla drugega izziva, ga pa lahko najde iz te perspektive. In jaz sem prepričan, da so takšni posveti izredno koristni. Konec koncev z Alma Mater Europejo sodelujemo tudi kot učna baza doma, katerega direktor sem, to je Dom starejših Rakičan. Upam, da imamo kaj pokazati in prenesti kakšne dobre prakse tudi na akademski nivo. Bom pa samo povedal en primer, ki sem ga doživel, ko smo uvajali nova delovna oblačila. Pri tem mi je pomagal gospod Franci Imprl, ki ga imam za enega od največjih strokovnjakov na področju oskrbe starejših, in ko sva se pogovarjala, na kakšen način naj uvedemo nova delovna oblačila, da ne bodo to uniforme, ki bi poudarjale nasilje ali pa prevlado neke institucije nad posameznikom, mi je svetoval, da so naj uniforme enake za vse zaposlene, oziroma delovna oblačila, da ne bomo uporabljali napačen izraz. In sva se pogovarjali, sem ga vprašal, kako bodo naši stanovalci prepoznali zaposlene. In mi je povedal, da po očeh, po obrazu, po prijaznem nasmehu in po dobrem odnosu do naših stanovalcev. In to nam mora biti vodilo za vse nas, ne samo v domovih, ampak tudi potem v ostale neformalne oskrbi, ki bo potekala v domačem okolju. Hvala lepa. Zdaj bi poprosila, oziroma povabila k besedi direktorja Vzajemne in sicer direktorja sektorja za zavarovalne primere, gospoda Matjaža Tronkla. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav delenemu predsedstvu, spoštovane udeleženke, udeleženci. Mi smo izjemno veseli tega posveta in vas zato v imenu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice tudi prav lepo pozdravljam. Tudi sam bi posebej toplo pozdravil medije, ker mislim, da so mediji pravzaprav tisti, ki lahko največ doprimorejo, da je taka tema, ki je danes na tem posvetu, pravzaprav tudi bistveno zasluži večjo pozornost v našem vsakdanjem življenju. Ko govorimo o varni starosti, pravzaprav govorimo o medsebojni solidarnosti, govorimo o vzajemnosti, govorimo o tem, da gre za prepletanje različnih generacij. In naša zdravstvena zavarovalnica pravzaprav ima te vrednote v sebi. Torej vzajemnost je pravzaprav ta medsebojna pomoč, zdravi, bolni, mlajši, starejši, finančno močnejši, finančno šibkejši. Zato se z veseljem udeležujemo takih posvetov in tudi pravzaprav vse vzajemne zavarovalnice po svetu posvečajo varni starosti vedno več pozornosti. Čas, v katerem živimo, je danes bilo že omenjeno, je čas finančne, gospodarske, etične, predvsem pa moralne krize. In vse to je ta čas prinesel, da dejansko začnemo govoriti o tem, kakšna je socialna ekonomija, kakšna je solidarnost, kaj pomeni neprofitabilnost in podobno. Zdaj nekateri bi rekli, da je to mogoče nova vsebina, vendar ni, ne. Pravzaprav človeštvo se skozi vsa leta v svoji zgodovini ukvarja s tem. Ljudje se med seboj od nekdaj povezujemo, da si pomagamo reševati težave, da premagujemo izzive, ki so. In iz tega je pravzaprav tudi nastala panoga na nek način zavarovalništva. Zavarovalništvo se pravzaprav na nek načelo z vzajemnimi družbami. To je pri nas mogoče še neka tabu tema, ker nekako vsi s tem povezujemo, da je taka vzajemnost pa vzajemna organiziranost pomembna izključno na neki neprofitni osnovi. Kar seveda je lahko v resnici nekaj resnice, po drugi strani pa vse zavarovalnice, ki delujejo na trgu, pravzaprav potrebujejo določen presežek sredstev, da lahko to namenijo v razvoj, v nove storitve, zopet v to povečanje medsebojne generacijske odvisnosti in podobno. Po celem svetu je koncept vzajemnosti zelo prepoznan in v zadnjih letih je močna porast vzajemnih oblik organiziranosti teh zavarovalnic, kar na nek način zopet utemeljuje tisto prvo misel, da tukaj pri tem ne gre za ustvarjanje profitov,
pač pa gre za ustvarjanje dodane vrednosti za svoje člane, torej za vse tiste zavarovance. Torej, mi smo v Sloveniji edina vzajemna organizirana zdravstvena zavarovalnica in zaradi tega seveda občasno prihaja do te osamljenosti v tem smislu razmišljanja, kaj pravzaprav pomeni to. Torej, podarjam še enkrat, gre za zadružništvo, gre za solidarnost in pa medsebojno pomoč, ko je to potrebno. Kaj smo se mi kot zavarovalnica osredotočili na ta izziv starajoče družbe? Zagotovo je splošna odobrena ta ideja, da je potrebno zagotoviti varno starost, dostojno starost in podobno. Ampak tisto, kar je tukaj ključno, po naši oceni je pravzaprav v okviru zakonodajnih možnosti, je potrebno povezati zdravstveno dejavnost in pa dolgotrajno oskrbo. Zakaj smo mi pravzaprav med tistimi državami, ki te zakonodaje še nimamo urejene? Ali je res izključen razlog v smislu pomanjkanja javnih financ? Verjetno ne. Pravi razlog je verjetno pravzaprav tudi v razumevanju, kaj je dolgotrajna oskrba. Mnogi pri tem zopet vidimo samo starajočo družbo, kar pa sploh ni res. Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar se lahko zgodi mlajšim in starejšim. Pri tem pa seveda ugotavljamo, da bi bilo bistveno bolj smiselno, da se tukaj vsi deležniki, ki delamo na tem področju, povezujemo. V tem trenutku je mogoče malce zaznati, da čisto vsi pa pri teh zadevah vendarle nismo dobrodošli. Torej, poudarjam še enkrat, gre za dve neločljivo povezani področji, ki je nujno potrebno reševati skupaj in to čim prej. Dejstvo je, da se število starejših povečuje, da smo kot družba starejši in s financiranjem zdravstvenega sistema in pa dolgotrajne oskrbe iz vidika današnjega dne bomo težko zagotovili vsa ta sredstva. Nekaj podatkov mogoče. Razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci je vse manjše. Aktivna populacija je pri nas v primerjavi z drugimi državami Evropske unije in OECD-ja že zdavnaj preobremenjena z davki in zlasti prispevki, plače, pokojnine, pa po drugi strani vemo, da so prenizke in to žal ni v skladu z našo produktivnostjo in pa konkurenčnostjo. Obenem recimo je zanimiv podatek, da 300 tisoč posameznikov plača kar 53% celotnih prispevkov in 73% celotne dohodnine. Ti podatki so po svoje lahko skrb vzbujajoči glede na te izzive, ki jih imamo pred seboj. Tudi strokovnjaki Inštituta za ekonomska raziskovanja z ekonomske fakultete so izračunali, da ob nespremenjeni sestavi zdravstvenih virov in izdatkov zaradi teh demografskih gibanj do leta 2025 nastane kar za 125 milijonov evrov primanjkljaja na leto. Torej govorimo o nekaj, če se ničesar ne spremeni, imamo leto 2025 152 milijonov evrov primanjkljaja. Torej, že sedanji zdravstveni sistem dolgoročno ni stabilen glede na javno finančne pozicije, ni vzdržen in tukaj pravzaprav so zopet vzajemne zavarovalnice tiste, ki lahko priskočijo, če temu rečemo, na pomoč, v tem smislu v obliki ponudb nekaterih dodatnih, če rečemo temu, zavarovanj, predvsem zavarovanj za dolgotrajne oskrbe. Torej, tukaj je velika priložnost, ne v smislu profitabilnosti, to poudarjam, ampak v smislu zagotavljanja te, bi rekel, socialne, ekonomske varnosti. Torej, mogoče za zaključek tega razmišljanja, mi smo prepričani, da prihajajoči izzivi družbe, ki so predvsem v povezovanju, v sodelovanju in iskanju skupnih odgovorov, skupnih rešitev in tukaj pravzaprav moramo biti vključene vse institucije, ki na tem področju delamo. Sem dobro še vedno v Združenju seniorjev Slovenije generalna sekretarka, kjer poskušamo tudi na tem področju menedžerji in strokovnjaki nekaj premakniti prav na tem področju, kjer smo vse življenje delali. In mislim, da je to prihodnost. In to, kar je nekdo pred mano rekel, da ne dovolijo starim, da bi delali. Vsak človek ima pravico do dela. To je osnovna človekova pravica. Torej, če smo bili mi menedžeri, strokovnjaki na različnih področjih, zakaj ne bi bili še v starosti? Relativna starost, spet govorim. Ker človek je star takrat, ko nič več ne dela, ko samo čaka na smrt, po mojih pojmih. Čakati na smrt? Ne vem. To ni kvaliteta življenja.
Kvaliteta življenja je v tem, kar so moji predhodniki govorili, v aktivnosti, v sprejemanju, v tem, kakšen položaj si zavzel v družbi, da ne čepiš samo doma in poslušaš svojih otrok oziroma mladih, ki te imajo za starega in ki te imajo velikokrat za odvečnega, zlasti če okrog tebe pomrjajo vsi tisti, na katere si bil navezan, pa nazadnje ostaneš res že kar osamljen. To je včasih hudo. Zato jaz mislim, da je rešitev v naši aktivnosti. Naša družba še ni dovolj naredila na tem področju. Zelo sem bila presenečena nad izvajanjem naše, je že odšla, škoda, varuhinje človekovih pravic. S čim vse nam je postregla. Jaz sem prvič nekatere stvari slišala in moram povedati, da sem bila presenečena, kako odgovorno in kvalitetno opravlja svojo službo. Da je lahko toliko stvari povedala in s toliko problemi nas danes seznanila, kot jih ona dnevno verjetno obdeluje. Vsa pohvala pa tudi predsedujoči, gospe Mari Ovsenik, za organizacijo, seveda je verjetno skupno z Alma Mater, za organizacijo tega posveta in njene kratke besede. Osveščenost, izobraženost, to so tista področja, ki jih moramo zasledovati. In ne nazadnje, regulativa, za katero se moramo boriti, mi starejši, če rečem, zdaj pa res starejši, moramo doseči svoje mesto v družbi. Zdaj ga nimamo, saj jaz občutim, da ga nimamo. Zlasti tisti, ki so revni, tisti, ki imajo majhne pokojnine, kako se taki ljudje počutijo, ne vem, kaj bi bilo, če bi bila v njihovi koži. Težko, hudo. Jaz rada delam, jaz sem sposobna in znam delati. Kaj pa tisti, ki tega niso? Na vse te ljudi bi morali misliti. Ampak prvo in prvo, tako kot smo se marsikaj izborili, bi bilo dobro, da se izborimo tudi svoj status v družbi. Pa bodimo Slovenci enkrat spet prvi. Vse smo bili na Balkanu vedno prvi in vsi so nas cenili. Zakaj ne bi bili tudi na tem področju uvajanja novih regulativ in pravic in moralnih norm, za katere smo tudi danes že slišali, da je kriza moralnih vrednot, kriza moralnih norm, je dejansko. Dokler je cerkev in družba učila in družina isto, so bile moralne vrednote zelo trdne. Danes pa vsak po svoje uči in vsak po svoje se tudi znajde. Ne bom še enega referata imela. Jaz bi samo to predlagala. Zahvaljujem se vsem današnjim govornikom in predlagam, da je takih posvetov veliko več. Jaz sem prvič na takem posvetu in mislim, da so zelo koristni. Zlasti bi bilo koristno, da se marsikaj od tega pojavi na televiziji oziroma v novinarskih vrstah in da se začne sistematično opozarjati na regulativo za starejše v slovenski družbi. Pa jo naj drugi povzamejo za nami. Hvala za besedo. Hvala lepa. Zdaj še enkrat vabim magistra Čuka, da bo spregovoril v imenu tudi Združenja Senior, še bolj pa kot bivši državni svetnik. Lepo pozdravljeni. Mislim, da je bilo leta 2007, ko smo imeli zelo podoben posvet tukaj v državnem svetu in smo povabili ustrezne inštitucije in tudi posameznike, fizične osebe, da smo tiskrat naredili en presek stanja v Sloveniji povezano z Evropsko unijo, pa tudi z nekimi globalnimi trendi. In zelo sem vesel, ker danes tudi v teh pojmih, ki jih uporabljamo, pravzaprav nadaljujemo ta prizadevanja v družbi z spremembo tega stanja. Moram pa ugotoviti, da se v Sloveniji stvari spreminjajo, smo pa na valovih geostrateških in pa geopolitičnih gibanj v svetu. In situacija, če z tega vidika pogledam, svetovnega vidika, tudi z vidika kapitala, seveda ne govori v prid temu, kar stroka govori.
in problem je implementacija vsebinskih in metodoloških strokovnih spoznanj na tem področju, pri nas in pa v svetu. Mi smo imeli zelo veliko že resolucij in skušali smo potem s politikami v zakonodajo nekako implementirati ta naša spoznanja. Žal moram ugotoviti, jaz sem po karakterju sicer optimist, da nam to počasi gre, ampak kljub temu opažam določeno spremembo. Predvsem opažam spremembo v številu kompetentnih ljudi z tega področja. Slovenija tudi ima ustrezne, lahko rečem, inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. So organizacijsko in pa kadrovsko strukturirani sistemi, lahko pa rečemo, da je mogoče vse to dogajanje premalo polnokrvno in pa radoživo. Kljub temu, pogledajte, da na svetovni ravni je ta tematika demografskih sprememb in pa aktivnega, zdravega staranja zelo pomembna, se relativno počasi stvari premikajo. Jaz spremljam v Združenih državah Amerike tudi njihovo združenje za kakovost vsake 2 leti naredi neko panelno diskusijo z 100 recimo guruji, nekimi pomembneži v svetu, ki dajo potem neke svoje misli, predloge, katera so najpomembnejša vprašanja v svetu, kaj je najpomembnejše. In je zelo zanimivo, da poleg teh klimatskih sprememb, potem energetike, nanotehnologije, informacijske in biotehnologije, je demografska sprememba med 5 najpomembnejšimi svetovnimi temami. To, kar se pogovarjamo, je, lahko rečem, glavni svetovni trend. Vendar dovoljte pa vseeno, da človek, ki prihaja vseeno iz financ, iz komerciale, da v tem geostrateškem smislu, ki sem ga omenil, poudarim zelo velik problem. V svetu vzrok za tako stanje je vseeno kapital. Je problem, pogledajte, tudi dolarja kot svetovne valute, ki se v tem trenutku nekontrolirano tiska za potrebe, naš Kardelj bi rekel, po potrebah, predvsem svetovnega kapitala, predvsem pa Amerike. In to financiramo tudi v tem trenutku vsi mi to svetovno valuto. Tudi petrodolar v svetu so 10-kratne in večkratne razlike v nafti po svetu. To povzroča katastrofalne napetosti in pa multinacionalke zaradi svojega kapitalnega interesa so tudi vzrok katastrofalnih socialnih razlik po celem svetu. To, kar jaz opažam v zadnjih 25 letih v Sloveniji, menim, da je največja sprememba in največji problem to, da je drastično, katastrofalno naraslo socialno razlikovanje. V tako kratkem času so nastale tako velike razlike materialne, tudi 100-kratne, v tako kratkem času, da bi sociologi temu rekli, da je vojna samo brez ognjenih sredstev. Mislim, da je to zelo rušilni vidik družbe, tudi ko gledam razvoj Slovenije naprej. Slovenija nastaja na takih osnovah, pogledajte, ko dolgoročno je to ena zelo velika ovira za, bom rekel, en koherenten razvoj države. To, kar se mi danes pogovarjamo z tega vidika kapitala, pogledajte, je predvsej tuja tema. Kapital, tudi to temo, človeški viri, bi rekli. Ampak to je sami filozofiji, genezi kapitala tuja zadeva. Kapital gleda na nas z vidika
produktivističnega vidika, ne, in pa z vidika potrošnika. Ali si produktiven, ali si potrošnik, ne. Vse ostalo, veste, kar se nanaša na etiko, Aristotelovo, recimo Nikomahovo etiko, to ni v skladu s kapitalom, ne. Lahko drastično povem, ne. Veste, ko govorijo o kapitalu z človeku prijaznim obrazom, ne, to je isto, kot bi rekli, da je železo leseno. To ne gre skupaj. Lahko mehčamo te kategorije, vendar teoretično, tudi filozofsko, pogledajte, so to stvari, ki so naravne. To sem poudaril zato, ker sam pri sebi globoko vidim vzrok, pogledajte, da se stvari nejhitreje premikajo v tem makro vidiku, ki sem ga tukaj omenil. V Sloveniji institucionalno in tudi strokovno stvar obvladamo. Praktično ni svetovne teme, ki v Sloveniji jo določena inštitucija ali posamezniki ne bi obvladali. Zato stremim po tem, da pride do integriranega, celostnega pristopa, tudi sodelovanja, brez egocentrizma in egoizma organizacijskih enot in pa tudi mogoče posameznikov. Potem bomo lažje te stvari, ugotavljam, premikali. Želim, da bi tudi to, kar smo se danes pogovarjali, ker tega je že zelo veliko napisanega, ne, v resolucijah, tudi poskusi v politikah za zakone, ne. Tudi na ministrstvu, veste, vsi so ljudje, ki znajo, vendar se čutijo ukrčene in ne morejo premakniti stvari naprej. To je treba z integriteto, kolikor jo pač imamo, vedno pomikajo stvari naprej, moč in pa vpliv, ne stroka. Če imaš moč, lahko premakneš, če ne, je škoda imeti iz tega znanja. Je znanje neuporabljeno. Je treba imeti usposobljenost za uporabo tega znanja in še eno voljo, motivacijo za uresničitev tega. Zato menim, da je prav, da bi danes ene zaključke napravili, da pošljemo na ustrezne inštitucije to, kar je danes izhajalo tudi iz te diskusije, da to preide potem v ustrezne politike, tudi v zakon. Če tega nimate noter, je zelo težko samo intelektualno te stvari vrteti. Vsaj neko oporno točko imaš, da te stvari lahko premaknemo. Na tak način si jaz predstavljam implementacijo teh vsebinskih in pa metodoloških spoznanj, potem pa samo vztrajno in pa potrpežljivo delati naprej, ker za zaključek bi to rekel, ne, ko se ljudje sprašujejo, zakaj pravzaprav tako stvari grejo, a je res svet tako pokvarjen tudi pri nas, ne? Če vprašate psihiatre, psihologe, sociologe in antropologe, bodo ugotovili, da osnovna človekova potreba pri večini je še vedno dobrota. Ljudje si želijo etično delati. Večina ljudi. To je mene, veste, kot dobro naravoslovca, ekonomista, begalo, ker sem si mislil, da je možno, da širša skupnost v večini narobe razmišlja, pa ni res, ne. Ljudje imajo vgrajeno v sebi neko dobroto in iskanje sreče. Problem je pa tem, da na vodilne položaje pa pridejo ljudje, to je družbena zakonitost, ne, ki jim ni na prvem mestu etika, ne. In oni imajo potem multiplikativen učinek na celotno družbo, ne. In potem masa je samo taka, da so neangažirani, so mlačni opazovalci, medtem ko ljudje potem na položajih so pa fanatiki za uresničevanje svojih interesov in to v vseh sistemih, ne. Gledam vseeno optimistično naprej in sem pravzaprav vesel, da sem danes bil na tem posvetu, ker to je gotovo en majhen kamenček ali pa če ne kapljica, vsaj polovico kapljice na oltar nečesa dobrega v tej državi. Hvala lepa.
Hvala lepa za te zanimive zaključne misli, recimo temu stroke. Zdaj bi povabila pa še znanost. Prosim, k besedi bi rada povabila profesorja doktorja Boža Kralja, akademika, da majhen on osvetli, kako vidi problem varne starosti, tudi on. Hvala. Oprostite, da sem prišel na govorniški oder. Jaz nisem predavatelj, jaz sem pravzaprav samo razpravljalec in bi rad govoril o stvareh, ki sem si jih vmes na kratko zabeležil s parimi besedami. Torej, nisem predavatelj. Zame je staranje največji demografski problem. Vsi pred nami vidimo demografsko drevo, ki se pred našimi očmi dnevno spreminja. To drevo se obrača in bo verjetno v parih desetletjih, mogoče že v 3, popoln svoj obrat že oživelo na glavo, obrat za 180 stopinj. In to se v demografskem jeziku skoraj zamenjuje, da se gremo proti zelo, zelo slabem katastrofalnem stanju. Če to pogledamo in kar pričakujemo, je prvo vprašanje, ki si ga vse jaz zastavljam v tem, ko sem poslušal, ali smo na to spremembo pripravljeni. Mislim, da ne dovolj. Mi starost predvsem obravnavamo kot medicinski problem in finančni problem. In če berete vse te razprave v časopisih, gledate televizijo in poslušate radio, vidijo samo katastrofalno finančno stanje, zdravniki se obnašajo, govorijo, kaj bojo spremembe v medicinskih problemih in to. Čeprav vsi se zavedamo, da je staranje dvojni problem, individualni problem in družbeni problem. In na ta dva problema moramo najti rešitev. Dobro, da so nekateri med nami bili tako ustrajni, kot je profesor Ovsenikova in profesor Toplak, da so res izvojevali študij socialne geriatrije. Tako smo se vsaj gerontologije, oprostite. Geriatrija sem medicinsko tako vajen, da me kar gre z jezika. Socialne gerontologije. Torej, rekel sem, da so izvojevali. Bil sem tudi član Sveta za visoko šolstvo in vem, kako trneva pot je bila ta, kako številne ovire so bile, ampak s študijem smo se nekaj pripravili, študijo socialne gerontologije, tako da bomo imeli ustrezen kader, ki bo znal odgovoriti na izzive. Kajti zmeraj, ko se vprašamo, ali smo na to spremembo demografskih sprememb pripravljeni, smo lahko pripravljeni, če imamo dovolj znanja in ustrezne ljudi. Hvala Bogu, smo jih začeli ustvarjati. Še neko misel sem si zapisal. Naš naslov današnjega srečanja za varno starost v slovenski družbi. Jaz mislim, da je treba dodati še nekaj. Za varno in kakovostno starost. Če gledamo staranje z individualnega problema, potem si vsak želi kakovostno staranje. To se pravi, če želimo rešiti ta problem, oprostite, sem predolg malo, ne? Potem ga moramo reševati kot individualni problem in kot družben problem. Torej, ko se govorimo o kakovostni staranju, se spomnim diplomskega dela, katerega mentor sem bil pred 10 leti, ki je sporočilo te podatke. V Sloveniji je večino prebivalcev domov za stare občane se odločijo za bivanje v domovih iz večjih razlogov. Toda dominanten razlog je v 60% lokomotorne spremembe in motnje gibanja. Ko smo pogledali enako statistiko v skandinavskih državah, je 80% hospitaliziranih, če tako smem reči, ali prebivalcev domov za starejše občane zaradi Alzheimerjeve bolezni in pa demence. Zopet pred nami znov izziv, ali smo na to pripravljeni ali nismo. In končno zahteva to preventivo. To se pravi, da mi moramo tudi preventivno gledati na starost. Če vemo, da je 60% prebivalcev domov zaradi lokomotornih
težav, pomeni, da te lahko precej preventivno postopamo. Torej, na starost se ne moramo pripravljati pri 65 letih, ampak je treba preventivno misliti, da bo starost kvalitetna pri 65 in ne bo dolgo čas, ko se bo ta letnica 65 premaknila na 70 ali mogoče celo več. Oprostite, vse to sem govoril zato, vem, da sem naredil nek rezime vseh vaših odličnih predavanj. Govoril sem to zato, da bi na koncu sprejeli neko resolucijo, ki bi te predavanja povezala v celoto in bi tako slovenski javnosti, medijem in odgovornim organom pokazali, da se tega problema zavedamo, da ga želimo reševati in da smo kompetentni, da to rešujemo. Hvala vam. Hvala lepa. Zdaj pa vabim profesorja doktorja Šimeta Ivanka za kakšno misel. Lep pozdrav, spoštovani gospe in gospodje. Govorim v imenu Inštituta za zavarovalništvo, ki se predvsej ukvarja prav s problematiko zavarovalništva z vidika potreb ljudi, o katerih smo danes govorili. V preteklem letu prav na pobudo kolege Toplaka smo organizirali srečanje predstavnikov zavarovalnic, brokerjev, zastopnikov iz 11 držav v Mariboru in to je bila ena osrednja tema. Konstatacije tega razgovora dvodnevnega o tej temi, žal nobenih predstavnikov slovenske institucije ni bilo, kljub temu, da so bili povabljeni, je, da bomo verjetno v doglednem času potrebovali več sredstev za vzdrževanje starejših kot za vzgojo mladih. To tudi dokazujejo statistični podatki. Z nekaterimi zavarovalnicami, vi veste, da v Sloveniji deluje približno 800 zavarovalnic in nekatere od teh se ukvarjajo z problematiko zavarovanja za starejše obdobje in so izdelana praktično skupaj z inštitutom dva projekta. Eden je neposredno zavarovanje za starost, lahko je prostovoljno, ampak vse države, v kateri smo na nek način preučevali, imajo obvezna zavarovanja. Naprimer, za Slovenijo je izračunano, da bi bilo potrebno, da vsak tisti, ki sprejema določeno plačo ali drugi prijemek, plača 6 evrov mesečno, da bi okrog 600 do 700 evrov dobijo v času, če to potrebuje, v času starosti, bodi se za strokovno pomoč ali za bivanje v domu in podobno. Drugi model je podoben temu, ampak je bolj bančni posel, pri čemer ljudje nalagajo praktično v polico za starost, s tem, da to polico, če jo ne potrebujejo, lahko tudi prodajo. Kar pomeni, da to tudi ena od naložb, ne samo, da če tisti, za katerega skrbimo ali pa je zavarovanec pa umre pred nastopom pravice do koriščenja, mu propade, ampak ta novi model se sastoji v tem, da praktično je to naložba, ki se lahko pusti dedičem, lahko se proda, če se ne potrebuje in podobno. Ne bom govoril detalje, ampak želel bi strinjam se s gospodom Čukom, da pogosto v okviru stroke obstojajo ideje, ampak nažalost ne moremo do institucij, ki so za to odgovorne. In strinjam se s tem, da v tej instituciji ni tiste dinamike, tiste želje, tiste spodbujanja, ampak na nek način je to zadržano, kot da je to politična stvar, kot da je to stvar države. Pred 10 leti je bila oblikovana ena komisija, v kateri sem tudi bil jaz imenovan, vendar ta komisija delala pa ni delala, v bistvu so bile več ali manj okrogle mize, ker smo diskutirali o splošni problemi. Mislim, mi potrebujemo aktivnost in starejša generacija na nek način mora razmišljati sama in začeti aktivnosti sama. Jasno, pomoč države in pa institucije. Dvomim pa, da bojo institucije same po sebe razvile. One bojo razvile metodo, ampak sistem je treba zgraditi na stroki. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa rada povabila k razpravi še profesor dr. Jano
Gorjup. Potem v nadaljevanju pa bi rada izzvala še profesorja doktorja Milana Ambroža in pa gospod docentko doktorico Joco Žure in seveda tudi vse ostale, Azorc, oprostite, ki se boste želeli pridružiti razpravi. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi, ki smo danes tukaj, ki nam našo, ne samo tretje, pač pa tudi, pravimo sociologi, četrto življenjsko obdobje ni vnemar. Tisto, kar sem, čeprav sem tudi predavala na Univerzi v Mariboru socialno gerontologijo oziroma sem sama kot sociologinja v študijskem predmetniku sociologija uvedla modul socialna gerontologija, pravzaprav čutila, je danes na neki vrsti en optimizem tistih, ki ste izvajalci raznih storitev, da je bilo tukaj že kar nekaj narejenih, kot tudi pesimizem, ki izhaja iz poznanja, da mi kot državljani, ki tudi sama sem upokojenka, moram povedati, stopamo v neko življenjsko obdobje, ki je pravzaprav polno negotovosti. Ne glede na to, da lahko kot državljani kritiziramo slovensko državo, da nam ni nudila oziroma da smo razočarani zdaj bomo zopet praznovali nek naš velik državni praznik, kaj se je pravzaprav sfižilo iz tistih naših sanj, ko je takratni prvi mož naše države povedal, da tisti večer so bile dovoljene sanje. Mi smo sanjali, realno sanjali tudi dlje. Vendar smo razočarani, upravičeno. Ne samo zato, kot je povedal magister Čuk pred menoj, kaj se dogaja s svetovnim globalnim gospodarstvom, pač pa tudi s tem, da so grozljivi podatki o tem, kdo danes vodi našo državo. Dovolila si bom grozno izjavo, da to niso tisti najbolj sposobni pri nas, ki jih imamo na voljo, ki imajo znanje. Vi ste celo rekel, znanje takrat ne pomaga. To je pravzaprav grozljivo spoznanje. Da nas vodi kapital, kar je zagotovo res že stoletja, ampak tudi ob kapitalu bi moralo biti ob boku znanje. Razumela sem to sporočilo v tej luči, da mora za varno starost danes v Sloveniji najprej poskrbeti vsak sam. Sama sem kot mentorica pri številnih diplomskih nalogah, pri magistrskih nalogah in pri doktorskih dizertacijah spoznala, kaj je to nasilje nad starostniki. Spoznavam pa tudi, kaj je ne samo prej omenjene vrste nasilja, tudi institucionalno nasilje, nasilje zavarovalnic, oprostite, da moram to reči, nasilje bank, nasilje inštitucij, ki bi morali, pa ne pomagajo. Nam, ki smo v tretjem, pa tudi tistem, ki so v četrtem življenjskem obdobju. Moram reči, da sem razočarana tudi nad situacijo, ko ne prepoznamo eno čisto preprosto resnico, da vsi starostniki, tako kot ne vsi otroci, ne spadamo v isto, bom rekla, kategorijo potrebne obravnave. Tako kot imamo kategorijo predšolskega otroka, osnovnošolskega otroka, tako so tudi vsi moji predhodniki z izredno intelektualno čilostjo dokazali, da vsi nismo za v isti koš. Res je, da vsi nismo enako fizično, intelektualno in psihično zdravi, vendar tudi tukaj bo potrebno narediti razliko. In ne nazadnje, sporočimo državi, ne družbi, ker družba se tega že zaveda, da nas je naše starosti strah, da nas je lahko strah samote, ki jo bomo eni v virtualnem svetu, drugi v realnem življenju znali premagati. In predvsem, da nas je pogosto sram povedati, kaj se nam dogaja. Govorili ste o situaciji vrednot. Te vrednote se spreminjajo ne samo v tej državi, čeprav v tem obdobju te države zelo intenzivno, ko so se iz tistih realnih eksistencialističnih vrednot spremenile v vrednote hedonizma.
Vendar, ko sem predavala in še predavam tudi sociologijo družine, ugotavljam, da mlada generacija ima rada svoje stare starše, da rada sodeluje z njimi. In ne samo s tistimi, ki so zdravi, in ne samo, da jih naprosijo za denar. Vendar pa tudi mi, kako se obnašamo do njih. Ali smo jim v času, ko smo jih vzgajali, posvetili dovolj časa, ne količinsko, ampak kakovostno, v katerem smo jim znali posredovati tisto, da smo jih vzgojili v take ljudi, da se jih danes ne bojimo. In ne nazadnje, naša država je pred leti naredila eno veliko napako, ko smo ukinili Ministrstvo za družino oziroma smo ga na nek način prilepili k nekemu drugemu ministrstvu. Če se po tolikih stvareh oglejujemo in, bom rekla, prosto kopiramo v Evropi, dajmo se še potem, da bomo imeli Ministrstvo za družino, starostnike in mogoče še za koga, ki bo eksplicitno dano tudi za ta problem. Namreč, če je kaj meni danes po tem našem srečanju zelo jasno, da je problem starostnika v Sloveniji zelo kompleksen problem in da ga samo ena stroka in samo en kapital ne bo zmogel rešiti. In da tukaj bo potrebno zagotovo še zelo veliko energije in zelo veliko, bom rekla, podobnih, vendar pa ciljno orientiranih posvetov, tudi za zavezo, da se udeležujejo tisti, ki odločajo o tem. Namreč tudi oni bodo nekoč stari, mar ne? Hvala lepa. Zdaj pa prosim še gospod Joco Merc, docent Zurc, narobe sem rekla, oprostite, narobe je bilo napisano, se opravičujem. Hvala lepa za povabilo na današnji posvet. Hvala, jaz sem danes samo poslušalka, opazovalka, vendar hvala lepa za povabilo k besedi predsedujoče in celotnemu. Moje področje raziskovanja je gibalna aktivnost. In starostniki, kot posebna populacija, posebna struktura v naši družbi, kot je bilo danes že večkrat poudarjeno, gibanje, če jim vzamemo gibanje in vzamemo samostojnost in vzamemo, se pravi, to njihovo udejstvovanje. Kot raziskave kažejo recimo na Finskem, da v primeru upada gibalne aktivnosti pri starostniku se pokaže potem tudi upad udejstvovanja v različnih aktivnostih. Se pravi, brez gibanja se zmanjša, kot smo poudarili, kakovost življenja in s tem tudi kakovost staranja. Tako da na tem področju vsekakor, kot je bilo danes že poudarjeno, je potrebno delati naprej, pripraviti mogoče na osnovi teh izhodišč resolucija in v tej tudi nameniti posebno pozornost tudi življenjskemu slogu, gibalni aktivnosti, prehrani, duševnemu zdravju starostnikov. Kot se pravi, življenje samo kot tako je temeljna človekova pravica in dostojanstvo, vendar zagotavljanje te pravice pa je del inštitucija. In recimo v domovih starejših občanov, kot je bilo rečeno, je samo 5% vsega prebivalstva nad 65 let. Vsi ostali so pač doma in oziroma v drugih oblikah oskrbe. Zato je zelo pomembno, da tudi te starostnike vključimo v organizirane oblike nekih gibalnih aktivnosti, zdravega življenjskega sloga. Zdaj v domovih starejših občanov je to že zelo dobro poskrbljeno. Imamo kar nekaj raziskav tudi preko diplomskih nalog, ki kažejo, da imamo veliko delavnic, medicinske sestre se tukaj zelo aktivno vključujejo, zdravstvena nega, se pravi, se spodbuja neka promocija gibanja, medtem ko pa ljudje, ki pa so doma, pa na to kar pozabijo, zelo hitro je TV ekran, sedenje in s tem pa se potem tudi zmanjšuje zdravje, srčno-žilno obolenja in lokomotorno, se pravi, težave in hitro človek postane ne samo telesno zdravstvo, ampak se tudi osami. To pa je potem tudi ta vpliv na duševno zdravje in na socialno zdravje, ki poteka celotno življenje. Tako da v bistvu ta organizirana gibalna aktivnost raziskave kažejo, da je manj kot 5% starostnikov vključenih v neke oblike, predvsem zato, ker jih ni, ker niso organizirane, niso omogočene. Največ organiziranega gibanja imamo za otroke, pa še to potem preide zelo hitro v vrhunski šport, tako da tudi odrasla
populacija je brez, medtem ko po 65. letu starosti pa praktično ni nobene ponudbe. No, tako da tukaj bi bilo potrebno tudi financirati ustrezne programe, prilagojene, se pravi gibanje za zdravje starostnika in pa tudi povezava z drugimi področji življenjskega sloga, kot je zdrava prehrana in skrb za duševno zdravje ter preventiva pred poškodbami. Zelo pa pozdravljam današnji posvet in se mi zdi zelo lepa usklajeno vseh predavateljev, govornikov in se mi zdi, da bo to zelo prispevalo, kot je tudi profesor Toplak na začetku izpostavil, k neki celostni obravnavi, integrirani obravnavi starostnika z različnih zornih kotov. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden zadeva izzveni, bi rada vendar še povabila vse druge, ki vas še nisem povabila. Vidim, da imamo tukaj nekaj naših doktorantov, tudi učitelje, tako in druge znanstvenike, strokovnjake, da se pridružite razpravi, prosim. Lepo pozdravljeni, Nataša Vidnar, svetovalka za promocijo zdravja, Zdravstveni dom Maribor in predavateljica na Alma Mater Evropeja na zdravstveni negi in na socialni gerontologiji. Prejšnji teden, to je moje področje, zdrav življenjski slog že 15 let, motivacija za ohranjanje aktivnosti, predvsem pri starostnikih vsakodnevno se srečujem v delavnicah, ki jih organizira naša država oziroma Ministrstvo za zdravje. Za starostniki starimi nad 65 let je nekako ugotavljamo, da jim manjka ta motivacija za gibalne aktivnosti. In prejšnji teden sem sodelovala na dvodnevnem izobraževanju AHA staranje, aktivno in zdravo staranje, ki sta ga pri nas organizirali obe ministrstvi, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, in smo prišli do enakih ugotovitev kot danes. Žal je revščina zelo prisotna, mi govorimo o vseživljenjskem izobraževanju, govorimo o določenih programih. Ugotovili smo na tem dvodnevnem izobraževanju, da smo v Sloveniji prvi v Evropi prikazano kot pozitivno, kot medgeneracijsko sobivanje, kar je super krasno, ampak razlika med Slovenijo in Evropo je ta, da žal pri nas smo v to primorani. Živimo skupaj iz tega razloga, ker mladi ne morejo kupiti svojega stanovanja, iti na svoje, starejši pa potrebujejo, bomo rekli, socialno podporo, da preživijo. Vse življenjsko izobraževanje kakorkoli je absolutno pravica in nuja, ampak je spet povezano z sredstvi, da to ni podpore, ne? Kako si lahko nekdo, bomo rekli, starejši privošči nekako treniranje možganskih celic oziroma za tretje življenjsko obdobje, če nima tiste osnove. Meni ljudje rečejo, ko jih vključimo v te, ko dobijo vabilo za te brezplačne preventivne programe, ki so brezplačni in jih učimo motivacije za spremembo zdravega življenjskega sloga, je najbolj boli, ko rečejo, da ne morejo priti, da nimajo za avtobus iz Hoč do Maribora oziroma iz tistih malo oddaljenih krajev iz Maribora. Tako da situacija je zelo, zelo pereča. Se pa žal začne vse v otroštvu. Gibalne aktivnosti pri mladih so katastrofa. Sama imam pač to možnost, da primerjam ta test hoje oziroma preizkus telesne zmogljivosti med našimi udeleženci in med študenti in ugotavljamo pač, da ni že v mladosti te motivacije za gibanje. Dokler gibaš, živiš in nekako tu je treba nadaljevati, motivirati, da bodo mladi znali to prenesti na starejše oziroma na starostnike. Hvala lepa. Hvala lepa. Je še kakšna roka? Ni več, potem pa bi rada povedala dve informaciji. Prva, da je posnetek današnjega posveta bo objavljen na spletni strani Državnega sveta in na skledar.si. In druga informacija, delovna skupina je že vnaprej pripravila neke ideje za resolucijo, ki bi jo naslovili na ustrezne medije in naše politične stranke in naprošam profesorja dr. Toplaka, da prebere to resolucijo. Hvala vsem. Tekst resolucije, ki je bil predhodno delno pripravljen, smo dopolnili z razpravo in morebiti ni vse zajeto, če dovolite, bi prebral. Najprej se naj zahvalim za res bogato razpravo vsem. Udeleženci posveta za varno starost v Sloveniji dne 23.6.2015 v Državnem svetu
Republike Slovenije, po razpravi predstavnikov političnih, akademskih, socialnih, zdravstvenih in gospodarskih institucij ter zainteresiranih strokovnjakov sprejmejo resolucijo. Prvič, udeleženci ugotavljajo, da demografske spremembe staranja prebivalstva zahtevajo večjo odzivnost družbe na vseh ravneh, politični, znanstveni, strokovni, institucionalni, ekonomski in zakonodajni. Alma Mater Europeja se s študijskim programom socialna gerontologija vključuje v reševanje vprašanj povezanih z staranjem prebivalstva, z raziskovalnimi in izobraževalnimi programi ter s sodelovanjem akademskih in strokovnih institucij, zlasti v Srednji Evropi. Udeleženci izražajo interes, da se v javno razpravo za varno starost povežejo vsi zainteresirani in odgovorni subjekti v družbi, ki bi z svojimi kompetencami prispevali k zagotavljanju boljših pogojev varne starosti v Sloveniji ter za aktivno, produktivno staranje ter kakovostno življenje. Udeleženci apelirajo na Vlado Republike Slovenije, da v skladu z svojo odgovornostjo preko javnih institucij podpre znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in mednarodno sodelovanje na področju socialno-gerontološke problematike. Udeleženci tudi apelirajo na vlado, da zagotovi sistemsko financiranje razvoja gerontologije kot samostojne akademske discipline po vzgledu razvitih držav, vse na principih kakovosti, relevance in racionalnosti. Udeleženci posveta apelirajo na Vlado Republike Slovenije, da bo spodbudila procese spreminjanja zakonodaje tako, da bo prispevala k razvoju varne starosti v Sloveniji, varne pred vsemi oblikami diskriminacije na osnovi pluralizma in subsidiarnosti. Udeleženci apelirajo tudi na svetnike Državnega sveta in na poslance Državnega zbora, da se odgovorno vključijo v proces sistemskega obvladovanja sprememb, ki morajo slediti spremembam demografskih trendov, vse v interesu varnosti, kakovosti, aktivnega in produktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja. Udeleženci tudi apelirajo na vse deležnike v družbi, da nadaljujejo s prizadevanji za celovito in učinkovito reševanje zdravstvenih, socialnih in ekonomskih in kulturnih potreb starejših ljudi. Hvala lepa. Je kaj za dodati? Če ne, hvala. Še enkrat resnično se zahvaljujemo za vso pozornost, ki ste jo izkazali, posebej pa za res bogato razpravo, ki bo, moram povedati, tudi upoštevana v okviru študijskih programov Alma Mater in se želimo dobrega sodelovanja naprej. Hvala lepa. Hvala lepa vsem in želim vam še naprej uspešen in prijeten, čeprav deževen dan. Nasvidenje.